Hvala ti, Oče, za ta večer, hvala ti za tvojo prisotnost. Hvala ti, da si ti nas prvi ljubil, da lahko mi ljubimo druge. In hvala ti, da smo danes tu pred tabo. In mi ti predajamo vse skrbi, mi ti predajamo svoje srca. Mi ti predajamo vse, kaj imamo. Ker samo tebi pripada ta čast in slava. Svet si, Gospod, svet si. Haleluja. Sveti Duh, dobrodošel si. Ti preplavi ta prostor danes, preplavi naša srca. Šarov na svet, on je Jahve, pravični sin, on je Jahve, trojedini Bog, on je Jahve. Shepherd's call, time to pray, seize the day, stand and build the kingdom. Each day I pray, Bože na mesto. Each day I pray, Bože na mesto. Each day I pray, Bože na mesto. Danes je Denis na vrsti. Haleluja. Amen. Haleluja. Haleluja. To je the best. Denis pa Milena sta res, ful sta nam zgled pastore iz Novega Mesta. Haleluja. Bog jih je dvignil, ful. Denis se celo izpod dvotonske stene, haleluja, jo je mogel Bog gor držati za njega, da ni umrl. In danes tle skače, pridiga brez posledic, haleluja, amen. Izpolnjen Svetim Duhom. Tako dajmo ful sprejeti od Boga danes, amen. Denis je tako res zgled za vse nas, haleluja. Amen, Denis, izvoli, haleluja. Haleluja. Bog je dober, amen. Slište? Ne. Rabimo, ajde, haleluja. Ja, to bi tudi prosil. Haleluja. Veste, da danes je 9 let in 2 meseca, kar smo se prvič videli. Wow, to je pa 92, dobra cifra. Amen. 9 let in 2 meseca, kar smo se prvič videli. Se spomniš, kaj je bilo to? Ne, to je bilo pa, to pa še bo, to bo maja. Ko so imeli Brazilci. V Antonovem domu, tako je, ja. Brazilci. In evo, danes sodelujemo skupaj, slava Bogu. Slava Bogu, Bog je dober. Devet let in 2 meseca, in ko sem jaz njega videl, sem rekel, aha, ta je tist, ki se ga je treba izogibati. Ko si učen po postavi zakona, klasificiraš ljudi in jih opredeljuješ in se jih izogibaš. Ko pa si naučen po postavi duha, pa si svoboden v tem zakonu. In takrat je v moje srce prihajala postava duha. Ampak ko sem ga prvič videl, sem rekel, aha, to je tist, ker če se z njim rokuješ, greš v pekel. Se tem smo se že pogovarjala, dolg nazaj. Ampak vera, oziroma tako je, religija je za smrt. Religija je za smrt, vera pa je za življenje. In veste, ko je
Ko sem poslušal Uroša, Sandija in zdaj Boštjana, vsak je nekaj malo stare zaveze v menu. In meni je ena radikalna izjava Jezusova res, wow, močna. Ko Filip pride do Jezusa, v Janezovem evangeliju piše in pravi, ej, Jezus, daj nam pokaž očeta. Daj nam pokaž očeta. In prav Jezus kaj? Tukaj sem. Če vidiš mene, vidiš očeta. Ne, Jezus, ne razumeš. Jaz vem, ti si čudodelnik, ti ozdravljaš, ti tu delaš, vse, ampak daj mi pokaž očeta, ki je genocid naredil, ki je ubil celo človeštvo, ki se gora trese, ki ljudje umirajo pred njim. Tega očeta mi pokaž. Ker je gledal iz tega, kar je bil naučen v religiji. In prav Jezus, Filip, tacga očeta ni. Tacga očeta ni. Tak oče je samo v tvoji glavi. Jaz, če vidiš mene, vidiš očeta. Če vidiš očeta, vidiš mene. To je dopolnitev postave v Jezusu Kristusu. In zato moramo staro zavezo gledati skozi križ. Ker če ne gledamo skozi križ, potem se pred tem Bogom lahko sam skriješ. Ko pa pogledaš staro zavezo očeta Boga skozi Jezusov križ, pa rečeš Aba, očka. Haleluja. In to je naš Bog, kateremu mi služimo. Haleluja. Slava imenu Jezus. Bog je čudovit. Dober in samo si rekel, ali pa si rekel, dober. Samo dober, nič drugega. Od njega prihajajo zgolj in izključno samo dobre stvari. Amen? Amen. In tako, ko sem bil pred Gospodom, Gospod, kaj bi ti želel podeliti svojemu narodu v Ljubljani? Bil sem v Novem mestu, smo danes govorili, in v Ljubljani, in v Novi Ljubljani. Haleluja. Ta štrik je malo napot, ampak okej. Ne, dobro je, lahko sem brez. V Kološanom, pismo Kološanom v 2. poglavju, vem, da imate Hrasko, tukaj boste dali gor, v 2. poglavju 6. vrstica in naprej, mačkan daljši tekst, ampak bi rad sem zato, da ga osvetlimo, da bomo pali v to besedo, katero ima Gospod danes za nas, ker je pomembno, da jo slišimo in ne sem, da tukaj ustanemo, ampak da ta beseda naredi delo v nas in da smo tisti, ki poslušamo in uresničujemo Božjo besedo. Kajti, če jo ne uresničujemo, potem smo zgolj poslušalci, ki varamo sami sebe, pravi Božja beseda. In pravi takole, apostol Pavel v pismu Kološanom, 6 in naprej. Kakor ste torej sprejeli Gospoda Jezusa Kristusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri. Haleluja. Kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Glejte, da vas do ne ujame s filozofijo in prazno prevaro. Ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva. V njem imate svojo polnost tudi vi. Kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti. V njem, torej v Jezusu Kristusu, ste bili tudi obrezani, in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo, s krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim. V njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Haleluja. Skupaj z njim je oživel tudi tebe in mene, tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. In še 13, to je bilo 13. Odpustil nam je vse grehe. Haleluja. Bog je, nimamo besed, kaj je Bog.
Bog je dober, pa še kar v srcu hrepenim, da bi nekaj dodal, pa ne vem, kaj bi še dodal. On je fantastičen, on je čudovit, on je vse v vsem. Vse, kar je bilo v nas, je s krstom pokopano. Vse. Vsakdo, ki je Jezusa sprejel, in verjamem, da smo mi vsi, ki smo tukaj, to že naredili, in smo svoje življenje predali Jezusu in to na viden način naredili s krstom, vse, kar te bremeni, je že pokopano. Je že pokopano. A verjamemo to? Razen, ni razen. Ni razen. Vse je pokopano. Ampak se vprašam jaz sam sebe, Denis, zakaj je tukrat na mojem življenju nekaj izpred krsta, kar je bilo prej? Zakaj me neki hoče ugrizniti? Zakaj me neki hoče ujeti, obremeniti, okupirati? Zakaj se nam to dogaja? Če pa je Božja obljuba, da je vse in čisto vse že pokopano. Smo se kdaj spraševali v svojem življenju, pridemo v neko situacijo pa rečem, Gospod, pa tu sem že predelal, kaj se spet borim z nekimi stvarmi. In neprestanoma se mi odpirajo, bomo rekli, stare rane. Vera v Jezusa Kristusa nam odpira nova vrata. Po veri, ki je upanje tistega, kar je nekje nevidno, da je resnično zame. Po veri lahko ugajam Bogu. Po veri. Vera je upanje, pravi pisec Hebrejcem, tistega, kar ne vidiš. Ne vidiš. To je vera. Tisto, kar vidim, tukaj brata Denisa vidim, kakšno ima frizuro, vse vidim, ne rabim nič več verjeti. Ampak, ko ga je on pripeljal, si bil ti, ne? Krivc. Ko ga je on pripeljal in ko je prej, če bi mi prej govoril, en Denis na pol, tako z dobro frizurco in sem in kaj, jaz bi mogel verjeti njegovim besedam, da je tam nekje nekdo, ki ga bo on pripeljal. Ampak, ko ga vidiš, ni več vere, ne rabiš več vere. Vera pa mora biti del mojega in tvojega življenja. Neprestanoma, non-stop, vsak dan, ne samo danes od 5 do, 8, pa naslednji teden, ko bo dan za Gospoda. Pa pol naslednji teden bo dan za Gospoda v Novem mestu. Pa pol bo ne vem kje spet. Vsak dan moram živeti v veri. Vsak dan. Kaj ti, ko začnem razmišljati v svojem umu, se zgodi, da začnem padati v postavo mesa in greha in zakona. Ko pa razmišljam v veri, pa se gibljem, pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom, pa se gibljem v postavi duha, ki je svoboda v Jezusu Kristusu. Gibati se v veri. Samo po veri lahko spoznavamo, da je stvarstvo ustvarjeno po besedi. Veste, danes je, nedolgo nazaj sem se pogovarjal, ne vem točno kje, kreacija. Kreacija je kreacija. To pomeni, da je nekdo nekaj skreiral. Kako je lahko kreacija evolucija? A lahko to skupaj damo? Lahko zdaj filozofiramo. Ampak kreator je Bog. In mi vsi vemo, da si ti ustvarjen spočet po očetu in materi. Ampak ti si duhovno bitje, ki si ustvarjeno in Bog je vdahnil vate duha. To moramo verjeti. Mi pa vemo, da se po mami in očetu rodimo. Ampak Bog te je stkal v maminem telesu. Bog te je stkal. A verjamem te osnove. To so čiste osnove. Ker če ne verjamem Božji besedi za obstoj, kako bom verjel za ozdravljenje? Kako bom verjel za, hvala Bogu, da ne rabim veliko vere za to, da sem odrešen, ker sem po milosti odrešen.
po veri v Jezusa Kristusa. Verjamem, da je Jezus moj odrešenik, haleluja, grem v nebesa. Ampak zakaj krščanstvo tako trpi v svojem življenju? Zato, ker nam mogoče malo manjka vere v osnovnih življenjskih korakih. In mislimo tako, kot nas nekdo nauči, da je prav. Kaj je prav? Življenje po duhu. Življenje po duhu je prav. Beseda, po kateri je bilo vse ustvarjeno, ta beseda je Jezus Kristus. Je prišla, je bila, je prišla, se učlovečila in kaj je naredila? Mi pol rečemo, je umrla, vstala od mrtvih, haleluja. Kaj je še vmes naredila? Naučila nas je živeti. Bila, prišla, se učlovečila, nas naučila živeti in potem, ko je to poslanstvo izpolnila, je umrla in je šla gor. Amen. Naučila živeti. Mi se moramo naučiti živeti po veri. Tako, ko se naučim čevelj zavezati. Če se pa ne naučim, povzamem čevelj brez vezalk. Naučiti se moramo nekaterih stvari. In zato Jezus imenuje svoje apostole, svoje pristaše, da so njegovi kaj? Učenci. Amen. Zato ne se otepati tega, da smo Kristusovi učenci. In zdaj, ko smo imeli, tudi brat Klemen, pastor Klemen je imel intervju z nekom, ki dela doktorat, je vprašal karizmatiki, zakaj ste me dali za karizmatika? Jaz sem Kristusov učenc. Jaz nisem karizmatik, jaz sem učenc Jezusa Kristusa. In tu hočem biti do konca. Do konca. Po veri lahko pridemo pred Boga, ki biva in poplača tiste, ki ga iščemo. 4. Mojzesova, gremo malo v staro zavezo, 21. poglavje, 4 do 9. To je v stari zavezi. Haleluja. 21. poglavje, 4 do 9. Verjamem, da tu že vse poznate to zgodbo, ampak bi rad v kontekstu tega, kar je Filip spraševal Jezusa, osvetlil ta stih in naše življenje in naše razmišljanje. Odpravili so se od gore Hor, pomen Božji narod, se je po tem, ko so premagali in zmagali v bitki proti Kanancem, so se odpravili od gore Hor po poti k Trsteničnemu morju, da bi obšli Edomsko deželo. Da bi jo obšli, da ne bi šli skozi njo, pomemben podatek, ampak da bi šli okrog nje. Ampak Bog jim je rekel, če prej berete, da morajo skozi. Bog je rekel, da morajo skozi, ampak oni so obšli, zato ker so bili malo utrujeni s Kananci, hvala ti Rado, s Kananci so se borili, Bog jim je dal zmago in tako naprej. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti. Ta pot je bila daljša in so bili nepotrpežljivi. Začelo je godrnjati proti Bogu in seveda proti pastorju, normalno, kdo pa drug, proti Mojzesu. Zakaj ste nas izpeljali iz Egipta? Pastor in Bog. Zakaj ste nas izpeljali iz Egipta? Tako smo se imeli dober. Tako smo uživali. Da umremo v tej puščavi, saj ni ne kruha, ne vode in ta borna jed se nam že gabi. Pomen mana iz nebes je že zabruhat. Teda je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli. In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli, Mojzes, grešili smo, ko smo govorili proti Gospodu in proti tebi. Molih Gospodu, naj odstrani kače od nas. Halo, je Mojzes grešil ali si ti grešil? Zdaj naj Mojzes posreduje. Mojzes je torej molil za ljudstvo, na to je Gospod rekel Mojzesu, naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel.
Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. To bronasto kačo še danes vidimo na simbolu medicine, farmaceje. Če je kača koga pičila in se je pičeni človek ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. Je ostal živ. Pomen Bog je dal težavo in potem je Bog reševal težavo. Kako mislite, da se bo Bog počutil, ko takrat je umrlo, mislim, da okoli 50,000 ljudi. Po nekih učenjih sem poslušal, okrog 50,000 ljudi je umrlo. Pomen Bog je dal kače, pobil 50,000 ljudi in zdaj, ko boš ti prišel pred njega, te bo seceral zato, ker si se enkrat zlagal. Nisi nobenega ubil, ali je kdo? Enga, ajde. Enga. Mislim, in boš imel vso pravico, reče, Gospod, ti si jih 50,000 pobil. Jaz pa sem poskušal živeti pravično, pa lej, nisem bil najboljši. Ampak 50,000 ljudi si ubil. Ste se kdaj sprašvali, kako je to možno, oziroma kako bo v nadaljevanju, ko bo enkrat prišel ta dan. Ampak hvala Bogu, da pravi Janez v Razodetju, hvala Bogu tistim, ki so deležni prvega vstajenja, ker ne bodo v sodbi. Haleluja. In tu smo mi, ki smo Kristusova cerkev. Ampak ne glede na to, ljudstvo bi moralo iti po tej poti. In Bog je rekel, pojte tukaj. Ampak zmatrani smo. In ko mi uberemo drugo pot, ponovadi zabredemo v težave. In mi gremo zdaj tja, ampak gremo po tej poti. Okrog in okrog. In veste, dan danes v tistem rajonu živijo te rdeče kače. Dan danes. Ko sem šel raziskovati, dan danes živijo tam te kače. In je bilo normalno, da ko so šli v tist rajon not, da so naleteli na kače. Čist normalno. Miselnost. In ko gledamo čez to, kar je Jezus rekel, tak oče ne obstaja, ker od njega prihajajo samo dobri darovi. Zdaj, ali se je Jezus zlagal, kar se ni, ali pa jaz nekaj ne razumem. Najverjetneje bo to, da jaz ne razumem. Oni so šli po svoje. Pisec je v judovskem razmišljanju napisal tako, ko je razumel. Ker oni so razumeli, da je vse, kar je dobrega in slabega od Boga. In v tej judovski literaturi imamo zapis, da je Bog dal, čeprav so oni sami zakorakali not, Bog pa, lejte, Bog je dal pa rešitev. Oni so ga obsodili, ampak Bog je dal rešitev. Oni so godrnjali, šli so po svoji poti, ki jim ni bila namenjena. Naleteli so na kraj, kjer so in še vedno živijo te kače. Prišli so na stisko, obrnili so se na Mojzesa in Mojzes posreduje za narod. Tu je pa pastorala. Mojzes, tudi ko je najbolj prizadet, on posreduje pred Bogom za svoj narod. In Bog mu reče, ok, nared ulitek in zdaj si zamislite, kače pikajo. Oni so mogli zavkurt, mogli so bron skupaj iznositi, mogli so to pretopiti, mogli so to uliti. Približno 12 ur je to trajalo. V tem času je umrlo še ne vem koliko ljudi. Zakaj ni Bog dal neko rešitev? Hop, evo, od zdaj naprej že nehajo umirati. V teh 12 urah je umrlo še nekaj ljudi, da se je napolnila ta cifra 50,000. Bog je dal rešitev. In kaj je bila rešitev? Poglej problem, ki je pred tabo in vidi ta problem na tistem drogu. Vidi ta problem na tistem drogu. Poglej svoj problem na tem drogu.
Poglej svoj problem na križu. Nočem se z ničemer pred vami hvaliti, razen s Kristusom križanim, ampak ne na križ pribitem. Ne na križ pribitem. Ne na križ pribitem. Danes ljudje imajo križ pa Kristusa gor in gledajo Kristusa na križu in ne morejo prideti do polnine vere, zato ker vedno gledajo trpinčenje Božjega sina in ne morejo prestopiti tega, ker Božji sin je vstal od mrtvih. On živi, haleluja. On živi, haleluja. On živi. Haleluja. In poglejmo prvi stih, ki smo ga imeli, poglejmo 14. vrstico. Odpustil nam je, pomen 2. Kološanom 14, odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je z vsemi določbami glasila proti tebi in meni. On je tu zbrisal. Haleluja. Vse, kar so napisali, kriv si za to, kriva si za to, kriva si za to, kriv si za to, tu boš plačal. On je tu na križ prbu. A vidiš ti tu na križu? A vidiš to bronasto kačo na križu? Ali jo ne vidiš? Jo vidiš? Suh zrak. Haleluja. Bi ga vsi rabili, ne? Haleluja, slava ti, Jezus. Ognjene kače so bile, ja? In veste, stiske, s katerimi se srečamo, so včasih ognjene, močne, ko te pritisnejo na tla. Kakor, ko se je Božji narod počutil, ko so dobili ta ugriz, baje, pravijo, da ko te ta kača piš, da ti zagori telo od znotraj, da ti kri zavre. To je ognjen ugriz te kače. In narod je umiral na polno. In danes, včasih, mi umiramo na polno. V stiskah, v težavah. Mi, haleluja, pridemo skupaj, slavimo Gospoda, kako si super, haleluja. Ampak drug dan je ponedeljek. Joj, tork, sreda, je že težko. Ko mi se priplazim do hišne skupine ali pa do neke skupine biblijske, da malo proučujem, da se malo najem in potem pride nedelja spet, haleluja, še za soboto, da je ta dan za Gospoda, da se malo dvignem in spet ponedeljek in spet. Cikl, ki se vrti in vrti in vrti in Salomon pravi, vse skupaj je brez veze. Vse skupaj je brez veze. Če ne gledamo na križ, kamor je Jezus pribil tvojo zadolžnico. In če ne vidiš te zadolžnice, je vse skupaj brez veze. Potem se ti samo ponavlja, samo rotiramo v življenju, non-stop eno in isto. Ponavlja se in ponavlja. Ko pa vidiš to zadolžnico na križu, pa rečeš, dost je v imenu Jezusa Kristusa. In konča se tvoje trpljenje. Je treba pot poravnati? Marsikdaj treba pot poravnati. Reči mogoče oprosti, ponižati se. In veste, cel svet se spremeni, ko ti pustiš, da Bog tebe spremeni. Cel svet se spremeni. Ko pa jaz pričakujem, da se bo Klemen spremenil, bom pa sem živčen zelo dubo, kdo bo njega spremenil? Kdo bo njega spremenil? Sem Gospod. Haleluja. Gospod nas je očistil vsakega greha, smo prebrali. Osvobodil nas je vseh duhovnih posledic. Ja, veš, mame iz stena pala, poznate to zgodbo. Polovico telesa mi je skoraj utrgalo. Mogel bi biti invalid. Ker sem že glih preživel, so rekli, boš invalid. Prsen kož zdrobljen, tam koleno je bilo klegor, vse to razmrcvarjeno in tako naprej. Ko si glih preživel, ajde, boš invalid. Ne bom invalid. In kukrat mi sprejmemo diagnozo, ki ti jo svet nalima. Ker je tako resnična. Ker je resnična.
Se ni to neki brez veze, pa sem jaz ujel kot jesenski list, ko leti, pa zdaj sem ga v žep dal, pa ga negujem. To je tako resnično, to je del tebe, ti to čutiš. Ti čutiš, da ti noga ne funkcionira, ti čutiš, da imaš hrbtenico zlomljeno, ti čutiš to. In ti ne moreš, da ne bi rekel, au. Ampak, a lahko premorem tuk vere, da jaz svojo nogo, svoje rebra vidim na križu? Zdravljeno v Jezusovo imenu. A premorem to vero? Če premoremo vero, kakor gorčično zrno, pravi Gospod, nam je vse mogoče. Pa si rečem, pa Denis, menda boš, to je tako malo. Ampak veš, včasih tudi tisto malo. Nisem premoril in včasih tudi ne premorem. In pol Gospod reče, hajde, dajmo, dvigam se, gremo naprej. Ne se vrteti v istem začaranem krogu, ampak stopi iz kroga ven. Poglej svoj problem, ne delati kipca iz tega problema. Poglej svoj problem na križu. Drog je že postavljen na Golgoti. Križ je že postavljen, ampak ta križ je bil, gospa Velika noč, ta križ je bil na Veliko noč prazen, ker je Jezus vstal od mrtvih, haleluja. In Jezus živi. Jezus ni mrtev. Jezus živi, haleluja. Odpustil nam je vse grehe, izbrisal je zadožnico, ki se je glasila z vsemi obtožbami proti tebi in jo je pribil na križ. Ne tu pozabiti, na križu ni Jezus. Na križu ni Jezus. Na križu so tvoji in moji grehi. In še več od tega, tisti, kar te obtožuje, je na križ pribito. Amen? Mi včasih rečemo, ja, hvala ti, da si me grehe osvobodil in očistil, ampak tudi tiste posledice so že na križu. In to je najtežje pogledati. Zato, ker ipak smo ljudje malo egocentrični. Za svoje grehe moram tudi jaz malo trpeti. Moram pač, lej, kriv sem. In zdaj moram tudi jaz malo pokore nositi. Lahko jo nosiš, si v svobodi, ampak jo ne rabiš. Ne rabiš jo nositi. Naša zadožnica je na križu. Naša bolezen je na križu. Naša situacija je na križu. Jezus pa živi. In ni na križu. Jezus je bil na križu toliko časa, kolikor je mogel biti, da je lahko tebe in mene odrešil. Toliko časa, da je še moj greh priletel do njega, pa tvoj greh, pa greh zadnjega človeka. Da je še priletel do njega in rekel, oče, dokončano je, spakirajmo kufre, gremo. Dost je. Ni mu bilo enostavno, ne. On je bil človek. On je občutil Božjo bližino, očetovo bližino in je rekel, oče, zakaj si me zapustil? Sin je prevzel sramoto in greh in trpljenje in zlo, ampak oče, poln ljubezni, je ostal svet. Veste, če bi bil oče tu, kar je Filip mislil, bi strela udarila na križ in bi Gospoda uničil. Mogo bi to narediti. Izzivam vas, raziščite v Božji besedi dobroto Boga. Kakšen je oče v stari zavezi? A je res tist, ki moraš trepetati pred njim? Ali je neprestanoma jih izpeljeval? Pridite sem. Ne, tam boste dobili batin. Ajde, pejte zdaj sem. Ne, spet tam, job. Ti, sin moj, kaj ćemo zdaj narediti? Pa dej. Pa Jezus rekel, oče, jaz jih imam tako rad, jaz moram iti dol. Moram iti dol, pa da jih naučim živeti, ker tole ne bo nič ratalo iz tega. In Jezus te je mu tako rad, da je prišel zaradi tebe. Amen. Da je prišel zaradi tebe. Da je prišel zaradi zadnje živečega človeka na tej zemlji. Bog ljubezni. Bog silne in mogočne dobrote.
Zato uprima oči v Jezusa, Hebrejci 12.2, začetnika in dopolnitelja, dovršitelja, zaključnika vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel vso sramoto, križanje, bičanje, zaničevanje, pljuvanje, vse to je pretrpel do konca in na to vstal in sedel na Božjo desnico. To je Bog, kateremu ti in jaz danes služiva. Kakšen je moj cilj? Kaj jaz vidim? A jaz danes vidim samo, kako se bomo danes fino na bogoslužju. Haleluja, ja, to je super. Ampak to je majhen cilj. To je tako makro cilj. A vidim jaz pred sabo Gospodov namen za moje življenje. Ker tisto mi bo dalo moč, da grem tudi v veri čez zelo težke situacije. Čez zelo težke situacije. Pravi Božja beseda, da tisti, ki verujejo v meni, ne bodo izvzeti iz stiske. Stiska nas doleti. Stiska doleti pravičnega, ampak pravičnega iz vsake stiske rešuje Gospod. Amen. Pravičnega iz vsake stiske rešuje Gospod. Pravičnega iz vsake stiske rešuje Gospod. Dajmo ponoviti, Gospod me rešuje iz vsake stiske. Amen. In dajmo si citirati Božjo besedo. Naš brat Črnku, Ugand, Alojzi, nas je naučil v Novem mestu, učil nas je, spodbujal ali pa še enkrat spomnil na vse to, da molimo besedo nazaj. In to je dobro, da molimo besedo nazaj in damo sebe v kontekst te besede. Da sem jaz del te besede, da si ti del te besede. In to postane življenje. To postane življenje. Dragi bratje in sestre, a premoremo gorčično zrno vere? Amen. Včasih smo stisnjeni, pa si rečem, Gospod, a bo šlo? Veste, v največji stiski, v največjem trpljenju se rojeva največja vera. Jezus je na križu pokazal več vere, kakor takrat, ko je genezareškega obsedenca 6000 demoni osvobodil. Ker lahko je reči, zapust in pejt. Težko pa je nositi udarce, težko je nositi križ in težko je nositi tuje grehe, ki pridejo na tvoje pleča. Takrat moraš biti stabilen. Zato rabimo 5 služb v cerkvi. Aktivnih služb. Poznamo 5 služb. Apostoli, učitelji, preroki, evangelisti, pastirji. Te bi pozabili. In veste, apostol dosega vseh 5 služb. In je del tega. Zakaj so oni postavljeni? Zato, da bi se sveti usposobili za služenje sebi in temu narodu. Apostol je univerzalc. Dosega vseh 5 služb. Potem imamo tiste, ki kažejo, ki so preroki. Potem imamo tiste, ki najdlje dosegajo, evangelisti. Potem imamo tiste, ki so zvesti, pastirji. In veste, ta kita je najdlje potegnjena in to so učitelji, ki so zakorenjeni v besedo in širijo apostolski nauk po cerkvi. Nauk apostolov. Zanimivo, da Biblija govori o nauku apostolov, ne pa o nauku Jezusa. In je potrebno, da poslušamo te ljudi. Danes je vsak rad individuum.
Ampak če si ti sam, ne boš mogel gledati Jezusovega križa. Veste, izraelski narod je skupinsko prišel do tega, da so pogledali bronasto kačo. Ni Mojzes naredil samo za enega, ampak za vse. Jezus ni umrl za enega, ampak za vse. Umrl je zate, zame in ne boš verjel, za koga še? Za tvojega soseda zraven. Dej pogledajte drugega. Ja, haleluja, tudi za tega je umrl, ki si ga zdaj videl. In če se dvigneš in pogledaš okrog, a res, za vse nas je umrl? Jaz ne bi. Ampak Gospod je in dost je to. Dost je to, da je Gospod umrl. A premoremo gorčično zrno vere. Dajmo svojo situacijo, svoje življenje na križ. Takrat, ko nas bremenijo najtežje stvari v življenju, se pokaže, a res gledam na križ, ali iščem vse povsod drugje. Zato uprijemo oči v Jezusa Kristusa, ki je začetnik in dopolnitelj vere. On je zaradi veselja, haleluja, to mi je tako čudovito, zaradi veselja, ki ga je čakalo, vedel je, kaj ga čaka. Vedel je, da bo tebe in mene enkrat dobil gor s tem dejanjem. Tu hočem, Oče, zato sem prišel. Užgite, še užgi, če hočeš. Ampak jaz jih zdaj lovim. Te telestaj, dokončano je, dolg je poplačan. Pretrpel je križ, preziral sramoto, pretrpel pljuvanje in stopil na desnico Božjo. In pisec Efežanom, apostol Pavel pravi v 3. poglavju, s tem bom zaključil, da smo mi z njim že na Božji desnici. Ti si že na Božji desnici, v veri, v duhu. Ti sediš zdaj tukaj, v KC Ljubljana, ampak ti si že na Božji desnici. Zato, brati in sestre, dajmo živeti tako. Dajmo živeti kot Božji sinovi in Božje hčere, kot Božji princi in Božje kraljeve hčere. In dajmo živeti to, kar nam je Bog namenil. Amen? Amen, to je odločitev. Ja, hočem. In veste, Filip, on je bil verjeten en prvih v Novi zavezi, ki je teleportacijo doživel. Sad je tu, sad je tamo. In on je svoje mišljenje povsem spremenil. On je spoznal očeta v tistem pogovoru, ko je gledal Jezusa. In preberite si pol naprej, mislim, da je to v 14. poglavju pa naprej. Preberite si malo. Boste videli njegove reakcije, potem v apostolskih delih. Boste videli, kako je on deloval. On je bil drugačen od takrat. Spoznal je, hej, kaj sem jaz do danes verjel? Ampak ni važen, kaj do danes verjel. Važen je, kaj od danes naprej verjameš. A imamo gorčično zrno vere, ki lahko aktiviramo, da pridemo do tega spoznanja, ki ga Bog daje. Danes ti ga Bog daje. In zmeri, ko poslušamo Božjo besedo, se nikoli ne vrne prazna. Sem koliko pa v meni ostane, pa od mene odvisno. Amen? Haleluja. Dajmo vstati, Božji narod. Če ste za to, bi molili, zato da beseda naredi delo v naših srcih. In bomo molili pol lahko tudi za ozdravljenja in vse, kar bi radi dali na križ in pod križ. Ampak dajmo se danes dotakniti spoznanja. Da spoznamo, glede na Jezusove besede, ko je rekel, tukaj sem, ko smo iskali očeta. Tukaj sem. In da razbijemo vse predstave, kajti naše predstave so tiste, ki nas omejujejo.
Prej sem ti dal pričevanje, oba smo dobila v duhu, da je ga kresen. Ja, mogoče bi ga še danes uživljali, ne vem, Uroš. Ampak, daj naredi to. Ko ti Sveti Duh govori in je teb neumno. Ampak moje ovce poslušajo moj glas, slišijo moj glas. In ta sigurnost, da je to on, lahko dobimo samo v odnosu z njim. Ko se mi z Gospodom snidemo, ko mi pridemo do njega in se z njim pogovarjamo, se z njim objamemo, naslonimo svojo glavo na njegova prsi, tako kot Janez apostol, ga poslušamo. Wow! In takrat se razvijamo v duhovnem, kot duhovno bitje. In to spoznanje, da mi potrebujemo Gospoda, je več, kakor to, da grem zdrav v nebesa. Rajš grem krulja v nebesa in da poznam Gospoda. Ampak Gospod želi, da ga poznam in češnja na torti še to, da mi vse da v življenju. Da mi daje življenje in mi ga daje v obilje. Janez 10:10b. In ga daje v obilju. Haleluja. Ampak nekdo me hoče prepričati. Janez 10:10. Prvi del vrstice. In pride in hoče uničiti, ukrast, zatamant, umoriti v men. Ta kanček vere. Popihati do konca, da ne bi nič ostalo. Bog je naredil vse. Amen? Hvala ti, Oče. Dajmo ponavljati. Hvala ti, Oče, ker si zame naredil vse. Jaz to vse sprejemam. Hočem živeti po tvoji besedi. Da bo tvoja beseda manifestacija v mojem telesu. Da boš ti proslavljen. In da bomo mi blagoslovljeni. Amen. Očka, hvala ti, Gospod moj, za brate, za sestre, za vsakega, ki je odprt za tvojo besedo, ki hoče poslušati tvojo besedo, ki hoče udejanjati tvojo besedo, ki hoče spoznati tvojo obličje, tvoj obraz, Gospod moj, haleluja. Resnično, Gospod moj, hvala ti, ker imamo vse v tebi, ozdravljenje, ki je že na križu dokončano, te telestaj. Že prerok Izaija je govoril o tem, da smo ozdravljeni v tvojih ranah. Gospod moj, hvala ti. To je ABC v vrtcu, Gospod moj, in želimo resnično se aktivirati v vsem, kar si nam ti dal, Gospod moj, haleluja. Resnično želimo živeti po tem, kar nam ti daješ. Silen si, mogočen si, Gospod moj. Sveti Duh, ti deluj, ti govori, Gospod moj, vsakemu srcu posebej. Naj se resnično dvigne v naših srcih, Gospod moj, vera, ki premika gore. Haleluja. Naj vidimo cilj, katerega imaš ti za nas, za vsakega posameznika. Da gledamo tisto, kar je mogoče danes oddaljeno, ampak tako resnično in sprejemamo po veri. Gospod moj, stvari, ki so danes nedotakljive, ampak vemo zaradi tega, ker si ti to rekel, da so, da bivajo in jih kličemo v svoje življenje, Gospod. Naj bo silno poveličano tvoje ime, Jezus. Haleluja. Haleluja. Slava ti, Gospod. Slava ti, Jezus. Slava ti, mogočen kralj. Haleluja. In če je tukaj kdo, ki ima stisko, ne govorim zdaj samo o fizični stiski, bolan, noga boli, roka boli, ne vem kaj vse boli, tudi to, ampak če ima stisko, duševno stisko, in tukaj je nekdo, ker vem, ker čutim v duhu, tukaj je nekdo, ki ima praznino v srcu, kot da mu je ukraden en del srca in ima luknjo v srcu, ne fizično, duhovno, duševno. Oropan je občutkov. Tukaj je nekdo izmed nas, ki je oropan občutkov. Ne more več izražati ničesa. In tisti, ki je to, naj pride naprej. Rad bi, da molim za te. Kdorkoli je. Haleluja, Oče. Haleluja, Oče. Haleluja, Oče.
Haleluja. Hobaralama, šakaralamata. Tu je krščan v svetem duhu, naj mol v jezikih in prosim cerko, če molite zraven. Haleluja, slava ti Jezus. Hobaralama, seker elementiator elementure. Tvoje